Zdravnik, ki je bil 25 ur v službi, je vidno zgaran. Do 10. zvečer smo obravnavali 184 poškodovancev, po 7 uri 50. Trenutno stanje je relativno glede na prejšnje dneve, trenutno stanje mirno. Včeraj do polnoči je bil kaos manjši, a ne po zaslugi odgovornih, temveč so vajeti prevzele medicinske sestre. So iz hiše poslali dodatne zdravnike, a ne, sestre smo se zorganizirale znotraj dane ekipe in tako je pač dan potekal malo mogoče lažje, kakor prejšnje dneve. A to ni rešitev, s tem rastejo čakalne vrste. En mesec nazaj, da sem tukaj čakal po 8 ur, ne. Se pravi, sem prišel nazadnje ob 9:30, šel sem pa z urgence ob 4:03. Deklica, ki je imela rumeno barvo, torej bi jo morali obravnavati kot nujno, bi morala čakati uro, a je čakala več kot 3. Smo morali čakati, ker je dobila anestezijo, ne? Da so ravnali, kost si je zlomila pri rolarju. Boli me, ampak zdaj so mi dali gips, pa je malo boljše. Ne da se nič pomagati, tukaj je treba kar čakati. Razmere bi se dalo urediti, tako obiskovalec. Enostavno, zamenjajte vodstvo. Pilota bilo treba zamenjati, avion nam nekaj uhaja. Ne enkrat pilot pride sem na urgenco. A stika z odgovornimi bolniki nimajo. Ne predstavljam si delati v takem okolju. V prihodnje se je to nemogoče nadzorovati čakajoče. V ponedeljek na urgenci dobijo pomoč 2 dodatnih zdravnikov, a to je zgolj rešitev v sili. Ja, to je gašenje požara, ampak to seveda ni dokončna rešitev. Do takrat pa se nadaljuje hoja po robu in čakanje na najhujše.